določene investicije v infrastrukturo in določene dejstva je vsekakor bilo pričeto že v času prejšnje vlade. Naj omenim samo državni lokacijski načrt oziroma DPN za Luko Koper. Naj omenim modernizacijo proge na 5. koridorju, železniške proge na 5. koridorju, v glavnem med Italijo in Madžarsko, torej na območju Slovenije, ker praktično ni narejenega nič. In pa seveda posebej zaskrbljujoče dejstvo, ki je navedeno tudi v vseh ciljih koalicijske pogodbe in prometnega ministrstva o Sloveniji kot logistični platformi. To pomeni izgradnja določenih logističnih centrov, kjer bi lahko zaradi ugodne ali odlične legije na 5. koridorju, ki jo ima Slovenija, tržili seveda dodatne storitve in pa ostale dejavnosti za dodatno vrednost v samem prometu, da ne bi bili zgolj tranzitna država. Dejstvo je, da se v Italiji oziroma na meji med Italijo in Francijo pospešeno pričenja gradnja železniških tunelov, torej železniške infrastrukture v povezavi seveda z vzhodom oziroma s 5. koridorjem v smeri proti Ukrajini in Rusiji. Dejstvo je, da se gradi pospešeno nova železniška proga z tuneli na območju Avstrije. Prejšnji prometni minister avstrijske vlade je danes avstrijski kancler in seveda se ti projekti pospešeno nadaljujejo in tu se bojimo, da se bo v prihodnosti 5. koridor umaknil iz območja Slovenije. To pomeni, ko bodo Italijani zgradili svojo progo in prišli do tako imenovane Pontebane, ki se nahaja v bližini slovenske meje, stoji realna nevarnost, da se povežejo direktno z avstrijsko novo progo, seveda to ne bo danes, to bo čez naprimer 10 let. In vendar se temu s temi dejstvi izognejo Sloveniji, kar pomeni, je to zelo velika usoda, tako za slovenske železnice, negativna usoda seveda, za vse špediterje, ostale logiste in pa predvsem tudi za Luko Koper. Že danes je napak, ko beremo v poročilu, tu je nekaj besed o modernizaciji nekaj kilometrov prog, ampak niti besede ni o slovenskih železnicah. To vemo, da je ogromno podjetje, ki ima približno 11.000 ljudi, ki je v veliki krizi. V zadnjem času so bili menjani že 3 direktori, kar je seveda zelo slabo, in pa dejstvo, da jim promet pada zelo drastično, tudi za 30%, kar je več kot pri ostalih deležnikih. V transportu gre za slabo trženje, trženje je zelo pasivno. Ni novih vagonov in dejstvo je, da RCA, to je avstrijsko železniško transportno podjetje v okviru EBB-ja, ki je postalo tudi lastnik madžarskih železnic, zelo aktivno prevzema tovore slovenskim železnicam, kar je dolgoročno tudi slabo, vendar tu ni narejeno nič. Kar se tiče Luke Koper oziroma državnega prostorskega načrta, ki je bil pričet že pred dobrimi 3 leti, se danes dogaja nekaj podobnega, namesto da bi ga vlada enostavno sprejela in pričela z gradnjo 3. pomola, se zadeve tu ustavljajo, lastniška razmerja v samem Kopru na tem področju se zelo komplicirajo, kajti ni sodelovanja med občino, Luko in državo nikakršnega, tako da po mojih informacijah se največji ladjarji danes, med drugim CMA, CGM, to je drugi največji ladjar danes na svetu, že spogleduje z Luko Trst. Prav tako ostali ladjarji.
Kolikor ne bi bilo zgrajenega podaljšanega prvega pomola, ki smo naredili v prejšnjem mandatu in nabavili nova dvigala, ne bi bilo niti teh ladjarjev več v Kopru. Ampak skrbi jih pa seveda zopet infrastruktura in zaradi tega se spogledujejo z drugimi lukami. Jaz upam vseeno, da ne bojo odšli. Po mojem mnenju je največja priložnost oziroma možnost in rešitev je v privatizaciji akterjev transportne logistike na območju Slovenije. O tem danes ne slišimo ničesar. Prejšnja vlada se je ogromno prizadevala na temu, vendar to so dolgi postopki, ki se ne dajo uresničiti takoj. Dejstvo je, da država v podjetjih, kot so železnice, kot je Intereuropa, kot je Luka Koper, ne more imeti prevladujočega položaja in biti konkurenčna dolgoročno na trgu.